Pozdravljeni v novi oddaji BIM pogovorov. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robert. Zdravo, Matevž, spet sem Robert. Ej, to je vsakič drugače. Danes sem se prav skoncentriral. Zmeri sem rekel Robert, evo sem rekel danes spet Robert. Skratka, snemava sam za zgodovinsko noto, 26. maja 2023, se pravi dan po CBIM konferenci. In jasno, tema današnjega tega pogovora je ta CBIM konferenca, ki se odvijala v četrtek, dan nazaj na Brdu pri Kranju. In Robi, osnovni vtisi, to, da so bili točni, moramo priznati. Ne? Ok, do tega bomo prišla. Ne, mislim, v redu. Zdaj, jaz sem tudi včeraj že povedal par ljudem, ki sem jih srečal tam na dogodku, ne, da popotnica za letošnjo CBIM konferenco ni bila ravno najboljša. In to zato, ker, mislim, prvo vabilo je prišel, jaz sem se prijavil na konferenco, preden je bil sploh program objavljen. Tako si na zaupanje, ali kaj? Na zaupanje, ne. V bistvu z namenom, da greš tako kolega srečati, ja, ne pa toliko na predavanje. Tako, ne. Saj sem tudi rekel, mislim, da sem bil na čisto vseh CBIM konferencah do zdaj. Niti na eni nisem manjko. Ja. Ne? Ampak ne spomnim se, da je bil kdaj program tako pozno objavljen. Vem, letos je bila menjava vodstva, pač so se dogajale druge rošade, tako naprej, tudi razumem, ne? Ampak moram priznati, da pač ni prepozno je bilo, pa tudi ko sem videl program, ne, jaz sem si mislil, ojoj, ne, on čisto po pravici povedal, pač ni bil najbolj všeč program. Ampak itak, ne, motiti se človeško, tako da čisto veseljem priznam, da sem se motil, ne, v bistvu sploh ni bila slaba konferenca. Mogoče bi celo rekel, da mi je bila ena ljubših, kar se programa tiče, predvsem pa ne vem, a res to poslušal BIM pogovore ali ne, ali kakorkoli, dejansko vsi so se držali terminov, čisto noben sklop ni imel zamude, pa definitivno bi ful pohvalil to, da je bilo med posameznimi sklopi po pol ure, ker se mi zdi, da je bilo ravno prav. Tako da, kar se tega tiče organizatorji, vse pohvale z moje strani. Vsi vedno pravi, da sam kritiziram. Ne, v bistvu pohvalim, jaz sem tudi, ko sem razmišljal, ok, bo tole posnela, sem rekel, pa v bistvu pa bi zdajle moral pa res neki tako grdo si skoraj zmisliti, ne, v bistvu, da je bilo kaj pokritizirano. Vedno je možno kaj boljš narediti, ampak res, bili so točni, bili so načeloma zanimivi. Mislim, dejansko tako tudi, ko sem se z ostalimi pogovarjal, so vsi rekli v bistvu, da je presenetljivo, dobro se skupaj izpadlo in glede na to, kar si že omenil, da je bil program tako pozno ven dan. Ne? In jasno, očitno tudi zelo pozno sestavljen. In mogoče je bilo, a je voditelj enkrat rekel, ja, da je letos več slovenskih predavateljev, mislim, sama v bistvu super. Mislim, to je to, zakaj gremo to poslušati v bistvu, ne? Ne, mislim, jaz res moram priznati, da sem bil izjemno pozitivno presenečen. Meni je bilo dejansko res vse v redu. Zdaj, če bi res iskal kaj za kritizirati, hrana na koncu je bila prepozna. Ampak zakaj prepozna? Vsi so mi povedali, da zato, ker smo mi dva kriva, ne? Ja. Zato, ker toliko teživa zaradi tega, da moramo biti točni in so bili dejansko na minuto točni. 3 minute so zamudili, ampak ajde. Res na minuto so bili točni in hrana še ima pripravljena. Ampak to niso organizatorji krivi, to so krivi tam, pa še to se hecam, ne. Ja, mislim. Zato, ker res dansko, jaz nimam nobenih pripomb, mislim, tako, bi se res mogel potruditi, da bi mogel kaj mislim, veš, če smo že pri teh zamudah, ne, jaz se lahko upravičen za tega, ker sem zamudil na konferenco. Ja, to sem hotel poudariti. Tako da se upravičujem. Sem tistim, ki so otvorili, pa nagovor predsednika sem tudi zamudil, no, pol pri Matjažu Šajnu, ki je pa že predstavljal Building Smart Slovenija. Tam sem pa že bil. No, evo, eno kritiko sem se spomnil, pa še to je bolj za hec. Jaz zbiram te badge iz konference, ne.
In zdaj je že ta drug dogodek bil tak, zadnjič so na Dalu, ko so dali tisti badge v bistvu na neka semena od paradižnikov, a ne? Ja, Ful dobro, dober. škaj, to zdaj mora biti, a veš, to eko, bio in tako naprej, Ja, ne? ne, se vem, ful dober, trajnostno vse. Ful bi bilo fajn, če ne bi zamudili, ker je za paradižnik prepozen, kot so me pol podučili, a ne? Ampak ne moreš tega zbirati, ne? Potem pa pridemo včeraj na CB in smo dobili pa nalepko, ki je bila sicer ful kvalitetna, pa to sem to nimam kam dati, tako da... Ja. V bistvu jaz sem tudi na to pomislil, sem rekel, drugič moram kar svoje tisto v bistvu, nekaj za čez glavo, se sem gor prpal. Ne, mislim, to so res take smešne kritike v bistvu, no. Ne, to se hecalo, no. Ampak ne, drugače res tiste zbiram, ne, iz konferenc. In mi je tako fajn, pač daš eno zraven, ampak ja, čisto razumem, sej kaj s tem, to je sama plastika, pa stran mečeš, ne. Tako da čisto razumem, da ne bo kdo razumel, res je čisto hecna. Ampak ja, to je kritika, moja kritika na konferenci. Ne vem, kaj greva tako, kot je že tradicionalno greva čez program. V bistvu greva, predvsem mogoče tisto od začetka ti povej, kako je bilo, v bistvu kaj je mogoče, kaj novi predsednik CB-ma povedal. Jaz bi tako rekel, da gremo čez program, pa ne bomo za vsega pisali, ker je bo vseeno se bolj nabral kar nekaj teh gostov. Pa pisam kak poudarek je dala, kar se kdo zapomnil. Zdaj najprej konference je otvoril predstavnik, ne moram prebrati, generalni direktor direktorata za prostor in graditev na MNVP, Ministrstvo za naravne vire in prostor. Upam, da se nisem kaj zmotil. Mislim, nekaj je. Ja, gospod Georgij Bangijev. Mislim, neč podarek, ja, 1.1.2025 nobene zaveze, neč pač tako. Mal me zmotil sicer, da je rekel, da je bil ravno kar v Estoniji in da mi za njimi sploh neč ne zaostajamo, da ponekod jih celo prehitevamo, pa tak naprej. Kaj pa vem, če je to res. Ampak okej, čisto korektno, ni bilo nič narobe. Ni preveč obljubil, ni premalo obljubil, dejansko se mi zdi, da je vedel, o čem govori. To je pa to, ni pa nekaj ful globokega vtisa pustil ta nagovor, bom tako rekel. Potem je nagovor. V bistvu sem se hotel sem sam zmotil, sem se prav sprašal, v bistvu je to nujno na taki konferenci. Pa po mojem, ja, ker je pač ja, pa mislim, dejansko vidiš, da eno pristojno ministrstvo posluša ali pa vsaj se dela, da posluša eno tako združenje. Mogoče res, ja. Recimo. Potem je imel Danijel Rebolj, profesor Danijel Rebolj, nov predsednik združenja CB, nagovor. Bom tako rekel, povedal je to, kar je moral, zelo na kratko, nič ni olepšal, pa to super, pač lepo povedal, da pač nov veter zavil, pa da je v novi vlogi, pa pozdravil udeležence tako. V redu, korektno, super. Ni okej. So pa tudi njegovi Mariborčani zamudili, tako da nisi bil edini. Okej. Mi je že lažje pri srcu, v bistvu. Potem je imel Matjaž Šajn nagovor kot predsednik Building Smart Chapterja Slovenija, malo kaj se dogaja, pa kaj se še bo dogajalo, pa tako naprej. Potem pa tudi predstavil neke tuje izkušnje umeščanja BIM v gradbeno zakonodajo. Tako se mi zdi. Kako si ti to zdelo v bistvu? V glavnem, tako bom rekel, če dalje bolj se mi zdi to brez veze. Bom kar na glas povedal. V kakšnem smislu? V kakšnem smislu? V smislu, zakaj bi mi to umeščali v zakonodajo, glede na to, da nimamo trenutno pripravljenega ničesar, tako dejansko ničesar, nobenih podzakonskih aktov, nobenih smernic, nič ni pripravljen. Noben ne ve, mislim, še vedno se 2023 se še vedno pogovarjamo, kaj bi BIM bil, pa bi bil to sploh BIM, ali to samo IM, ali kakorkoli. Pa konec koncev govorimo o neki zakonodaji, ki bo urejala samo javne projekte, kjer investitor država, ki ima itak možnost zahteve, da se to pač dela po nekem pristopu. In jaz res ne vem, zakaj mešamo to noter, na koncu smo zdaj tako ugotovili, da je to pač
neka tehnologija, ki ne bo šla nikamor. Ne? V bistvu to imaš v bistvu prav, no? Imaš prav. Mislim, meni se zdi smešen mogoče, oziroma malo v povezavi z naslednjim predavateljem, ki je bil pa Meili Steinberger, v bistvu z IBE, in je govoril pač spet o operativnih izzivih, pač uvajanja BIM in kako to v GZ1 skratka je mišljeno, ne? Tam se mi zdel smešen, v bistvu, ne, ker je rekel, ok, ne vem, v kjerem razdelku, kam paše, v bistvu, da je tam noter napisano, v bistvu, za kjere stavbe, za kjere objekte je to mišljeno, ne, in pol tam našteje, ne vem, jedrska elektrarna, tako, levo, desno, mislim, same take, ne, ampak super, ne, to je pač, se strinjam, potem pač to leti na to, kar si ti rekel, ne, mislim, zakaj tle lahko si izmislil, investitor si lahko izmislil, da hoče imeti to v, ne vem, AutoCAD-u narisen, pa bo tako v AutoCAD-u, v bistvu. Ali pa v, ne vem, kukarkoli, ja, istak, lahko reče praktično čisto vse. Ja. Po drugi strani, ne, je pa pač gospod iz IBE-ja v bistvu tako v enem stavku reče, ja, to je za tele velike objekte, ne, pa se začne pa sprašovati, ja, kaj pa v bistvu mi sploh rabimo, ne, v bistvu, če že hočemo ta BIM imeti. Kakšne parametre hočemo imeti in potem se mi zdi take mačken za lase privlečen primer, da ja, kaj pa če imamo mi v bistvu samo neko odprtino za v bistvu za sanirati na nekem objektu, za katerega BIM ni bil izdan, ne? Oziroma pač ni bilo projektirano po BIM-u, mislim zdaj. Jaz nič več ne razumem tle, v bistvu, če govorimo o objektih, ki so... To pa res nisi razumel. Kaj je on rekel? On je rekel iz tega stališča, ne? Če ta noter dikcija ne more biti uporabljen BIM pristop za pripravo projektne dokumentacije, ne? Potem se začne s tem, kaj je projektna dokumentacija. In recimo med projektno dokumentacijo je nov GZ1 uvrstil recimo tudi manjšo rekonstrukcijo, ne? Ali pa večjo rekonstrukcijo, pa kakorkoli. Zdaj pa imaš ti manjšo rekonstrukcijo, pa večjo rekonstrukcijo, pa ne vem, neke hidroelektrarne. In tam na eno steno moraš odprtino noter zvrtati, ne? A veš, ti rabiš dokumentacijo. Kako bo zdaj ti to naredil po BIM pristopu? Ja, v bistvu lahko, da nisem ujel tega konteksta, da je bilo mišljeno na to rekonstrukcijo, v bistvu teh velikih objektov, ne, okej. To je misel, ne? Okay. Ampak pol pa po drugi strani, ne, če smo že na fakulteti, pa če se že lahko zdaj tukaj malo zafrkavamo, ne, jaz bi čisto si predstavljal, da bi prišel na upravno enoto, pa bi prišel tja, pa bi rekel, to je BIM level 0. Ja, oprosti, tako kot je napisan. Ja, in tako, ja, sam pač pred karkoli takneš BIM, pa je to, ne, v bistvu sej... BIM level 0, pač, a je BIM pristop, je, ne. Hočem reči, da s takimi splošnimi argumenti, mislim, sploh ni argument, to je pač en stavek v GZ1, ne, in to ni nič. In to dokler ne bojo neke tehnične smernice, dokler ne bojo neki podzakonski akti, sploh ne vem, čem se pogovarjamo. Po mojem je bilo najbolj, da se to črta ven do ta čas, ne? Do ta čas. V bistvu sem zdajle razmišljam, da je v bistvu, mislim, ena bistvena dobra stvar tega, da je to tam noter zapisan, ne, je v principu to, da se o tem pogovarjamo. Okay, to je edina zadeva, ki je trenutno vidim, da je pozitivna, vse ostalo. Če to ne bi bilo noter, pa bi se vsi delali, da je v bistvu tega ni, ne, bi delali vsak po svoje še zmeri, še naslednjih 15 let. Ne, jaz sem prav hotel omeniti tole predstavitev gospoda Ilsa Steinbergerja, ne. Meni je bilo blazno všeč, ne. Mislim, da je bila to predstavitev neke skupine, ki se sestavlja ISS in ZAPS in GZS in ne vem kdo vse, ne, ki se dejansko želijo pogovarjati o tem, kaj bo to prineslo za sabo, ne. In meni se zdi bistveno to, kar je poudarjal, ne, da stvari se projektirajo tudi 2-3 leta. In mi smo zdaj na polovici tega obdobja, ne, od takrat, ko je bil GZ1 sprejet, pa do takrat, ko bo uveljavljen, to kao 2025, ne, pa nimamo nič. Mi se še zdaj pogovarjamo, kaj rabimo, a veš.
In zdaj to tako, mislim, pa glede na to, da učim te stvari, ne, pa da vem, v bistvu, da če imaš ti DGD pripravljen po starem, pa da ti pa kar nekaj vmes v tem postopku začel pripravljati neki po BIM pristopu, kar veš, da rabiš modele, pa postopke spremeniti, pa ne vem kaj vse, ne. To pomeni, da bojo delali trojno delo, ne dvojno, trojno, ker bo mogel še usklajevati med sabo. Po starem, po novem pa še usklajevati bojo mogli, ne. In je to tako, mislim, a se vi zafrkavate, pa sploh veste v bistvu, kako to poteka, ne? Ali, ne vem, no, oziroma bom drugače rekel, da ne bom grobo rekel, ne bom rekel, a se lahko prosim takoj začnemo pogovarjati, kaj industrija rabi, ne? Da ne bo pa 1.1.2025, tako ker je vsako zimo, ko sneg pade. Je to itak, ne, lej, A pač veš, nekaj bomo zaplužili, ne. ja, pa bojo pa reševali na terenu, ker drugače itak ne bojo vedeli. Ne, v bistvu je toliko v bistvu nejasnosti, ne. Mislim pa, poanta je tudi to, ne, okej, se predlagajo v bistvu, kako to rešiti z nekimi podzakonskimi akti in tako naprej, ne. Samo se to čas traja v bistvu. To ni tako, da je iz danes na jutri se bo nekaj sprejelo, v bistvu pa uskladili, pa sprejeli, pa. Ta pravilnik o projektni dokumentaciji tudi zamuja za več kot pol leta, ne? In tam, če bo zamuja za več kot pol leta, bo tisto polletni kaos. Tako da se pravim, ne vem, to se mi zdi, to, kar si rekel, no, je pač edino dobro, da se o tem pogovarjamo, no. Ampak jaz samo upam, da je bil predstavnik ministrstva še vedno tam, ko se to predstavlja, da je videl v bistvu, kaj so sploh problemi, ne. Ja. V bistvu sem hotel reči, ne, da je še dobro, da sem nam tole dal. Ja, to je pa super, ja. Tole, prva pomoč pri uvajanju BIM v prakso. To je bilo pa tak tisti spot on, ne. Če ne bi bil ravno v službi, bi zdaj to zato, da mi napas kdo rekel, da ga pijem na delovno mesto, v bistvu, ne. Ampak Matevž, jaz to nadaljavo vidim, da nekaj manjka noter. Da že nekaj manjka, ne, to je še čist intaktno. Ne, to zdaj moja beseda proti tvoji. To sem mogoče že včeraj malo srkno. Ne, v glavnem, se pravim, meni je bilo to res super, je bilo argumentirano in tudi mislim, da je vsak videl te probleme, ki se jih nekateri zavedamo že dlje časa. Dejansko, moram reči, da mislim, bom rekel tako, to je ena izmed tistih predstavitev, ne, kjer dejansko lahko, ne vem, en slajd vzameš, pa si se z tistega slajda nekaj naučil, v bistvu, ne. Tako je. Mislim, se prav spomnim tisto, kar je bila razdeljena tista tabela, pa kje bi to rabili, kje ne bi rabili to, ne, pa kje sploh ne moramo tega imeti, ne. Mislim, to je izhodišče za pogovarjanje, pa za definiranje vsega tega, ne. Ne, s tistim slajdom greš na ministrstvo, pa rečeš tole. Tako. Mislim, je pa res super tudi tisto, ne, so tudi drugi rekli, mislim, da se to redko zgodi, ne, da IZS, pa ZAPS, pa vsi te so v principu na isti strani in se pogovarjajo in želijo v bistvu to narediti tako, da bo dobro, ne. Ne pa tako kot sicer v bistvu, ki se v bistvu bojimo, včasih malo polena mečemo pod noge v bistvu, ne. Ampak to je, mislim, evo, to je že druga pozitivna zadeva. Pa vseh je bilo ful. Dobro, no, pa je vas seveda spet še bolj pozitivna, ker je bil odmor, ne. Ja, v bistvu jaz moram reči, da tam sem pri tem prvem odmoru jaz nisem mogel še vse prideti, ne, v bistvu zato, ker sem zjutraj. Čakaj, ni še bil. Ne, ni bil. Ja. Pa je bil še gospod Miha Brečan iz Elesa. Ja. To je še ena taka, ki si zapomnite v bistvu, no. Ja, ta bilo to tako. Tele z Elesa so v bistvu, mislim, že zanj na Daloksu je bila tista udarna. Tle ni bilo toliko udarnih v bistvu, ampak je bilo pa predstavitev, ki je tako 180 stopinj od tistega, kar si običajno navajen skoraj. Ne, ta predstavitev je bila meni že itak mi je bila tako všeč, ampak jaz sem se vmes začel spraševati, a je on gospod od zadnjič, ne, sej da ne zima, če posluša, saj sva se pol pomenila, ker sem se mogel zagovarjati. Ne. Saj se hecam, bom razložil, ampak sem tako začel razmišljati,
A je gospod Nejc Zima zdaj tam, a ne, da bi on to slišal, a sta se ta dva kaj zmenila, a se sploh poznata, ker v bistvu, kakor je zadnjič govoril, je zdaj Miha drugače govoril, a ne, Ja, tako, ja. Čisto kaj na je zdaj, drugem ne? bregu sta bila. Jaz sem proti hotel reči, ne, kaj če bi ta dva skupaj povabila na podcast, Pa jih predstava, ne? sem predstavljal, pa čakamo. To pa Miha, kaj to se pa bo na Ele so tako. zaposleni. No, izkaza se je na koncu, ne, seveda med odmorom, ne, itak, sem z obema govoril, seveda se poznata, res je, sta iz drugih služb pa tako naprej in tudi res je, da sta oba super, tako da to povem, da ne bom pozabil. Z Nemcem smo se tudi pol malo nasmejala, glede tiste izjave, če kdo pozabi, ne, tiste, da pač po koncu projekta se zbrišemo. Seveda ni tako, ne, ni tako, ampak tudi oni tega ne naredijo. Ne. Je pa po njegovih besedah v bistvu zbudil občinstvo. Ja, več kot zbudil občinstvo, pa če nič druga smo se spoznali zdaj, kar je pa pozitivno. Če ne Ja, bo zelo. tiste izjave, bi mogoče šel kar tako mimo, tako da bom kar rekel kar tako naprej. Ne, Eles pa je totalno presenetil, dejansko imajo neke resne namene s tem. Ne vem, meni je in zadnjič pustimo ono izjavo gor ali pa dol, ampak dejansko tako me veseli, da migajo, no, bom tako rekel. Pa tudi v bistvu kar daleč so, ne, imajo neko vizijo pa tako naprej. So pa tudi obljubili, da bi kaj sodelovali tega. No, lepo. Ne, bomo videli, no. Mislim, če bodo te prezentacije objavljene, priporočam, to si pogledajte, no. No, potem je pa še en najin znanec, Boštjan Kolenc iz Univerze v Ljubljani, pa predstavljal delo na medicinski fakulteti na kampusu Vrazov trg. Jaz sem to že nekaj malo prej poznal, pravijo, da projekt zelo lepo teče, bomo pa videli, no. Zdaj še nismo v taki fazi, da bi bilo ful nekih izkušenj. Mislim, ne, vse se že kar dogaja, no, ampak niso pa še začeli graditi. Tako da ja, mislim, tako če pogledaš, zelo pohvalno, da se univerza nečesa takega loteva, bomo tako rekli, ne. Že res, da so zavedani k racionalni porabi sredstev, pa res je, da je treba pač projekte spremljati mogoče malo bolj, bomo rekli, od blizu, ne, če hočejo izpeljati do konca. Ampak tako, se dogaja, ne. Je pa opozoril na nekaj, ne. Ljudje, manjka ljudi. Ja, samo v bistvu sem se pogovarjal tudi s kolegom stanovanjskega sklada, ne. Zdaj ne vem, kako je to razmerje, v bistvu, kako je pač Boštjan omenil, da je 5 ali 6 ljudi v bistvu dela na tem projektu na univerzi, pač kakorkoli, ne, ampak je rekel stanovanjskega sklada, v bistvu tudi bivši gost v podcastu, je rekel, on je bil samo v principu za cela Brda. Pa poleg, kaj je že v bistvu kolegica stanovanjskega sklada njegova, v bistvu, kako je že? Branka Trebušak. Ja. No, saj ta tvoj kolega je pa Borut Hafner, da ne bo rekel, da ne bo kdo mislil, da si jih ne poznava. Ne. Moj sošolc, v bistvu, no, kolesarsko. Si se pohvalil. Ja, itak. Ja. Tako da skratka ne vem, no, v bistvu vse, hvala Bogu, no, da mislim, ljudje so ključne, no, za vse te stvari, ne. Ja, to se pozablja, ne. Ja. Pa še to bi omenil, tudi en poudarek, ki ga je dal, ne, da imajo v delu trenutno 2 projekta in da eden je ful pozitivna izkušnja, drugi je pa ful negativna izkušnja. Tako da, ne, vse se začne pa konča pri ljudeh, bomo tako rekli, no. Ja. Prav, pa je bil pa res odmor, no. Pa je bil pa res končno odmor za kavo. Pravim, da sem jaz tistega skoraj sem tam malo zadremal, ne, odzunaj na sončku. Sem bil čist fertik. Ne, jaz sem pa dejansko čist neč, sploh ven nisem prišel, ker sem toliko kolegov srečal po dolgem času. Z nekaterimi se sploh nisem mogel govoriti, ker pač bo premalo časa, ne. Ja. Ampak ja, se pravim, zato so ta druženja. Mislim, da vsako leto reče v te konference, ok, nekaj že zveš, ampak večinoma pa zato, da pol tam, ne,
ob kavi, ob vodi, malo debatiraš. No, se je bilo tudi kaj drugega, ne sem kava pa voda. Ne. Moš priznati, da je bilo dobro za jesti. Jaz sem se včeraj malo nazaj držal. Ne. Več za nas. Kaj? Tako je, več za roge. Ampak je zgledalo pa super. No. Ne, vrti, dobro. Tako da sem zmeraj malo tako malo nobenih pripomb na hrano, to v res ne. Prav, pa je bil pa drug sklop, ne? Ja. Zdaj pa ti malo govori. Super, da gre. V bistvu jaz bi sam to rekel, ne, da moram reči, da je ta prvi del se mi je zdel tako praktično idealen. No. V bistvu zmeraj je bilo nekaj da si nekaj izvedel. Nikoli ni bilo dolg čas. Pa je vsem trajal ta kar ura pa pol, ne. Praktično ta prvi sklop. Ne. Pa so bili pa sklopi, ki so bili po 1 ura. Moram reči, da je tukaj ok, v redu. Ta je bil super, no, v bistvu Siemensa, ki je bil predstavljal Smart Data for Smart Buildings. To mi je bilo cool, v bistvu. Tle on potrdil, mislim, da si že ti rekel, ne, da enkrat v Angliji BIM to ni več neki in, ne, da ima neki drugega, ne, in to je IM, ne, Information Management, ne. Ok, ne, v redu, spet nova fancy beseda, oziroma pač nek buzzword v bistvu. Je pa v bistvu se mi zdelo, Siemens, čeprav ga imamo v bistvu mi, ne vem, na kaj ti pomisliš, kad ti nekdo Siemens reče? Na one ta stare mobitele. Ne. Siemens, ko reče, je bolj ta elektronska oprema, ne. Ja, v bistvu neki v bistvu tako. Maja pa, po moje, to je en tak konglomerat vsega v bistvu, ne. In očitno so se vrgali tudi v delati nekaj, kar je recimo blizu nekemu CDE-ju, oziroma pač mogoče še širše kot CDE, ne. In mislim, da sem pol z metodom, s kolektorja govoril, oni v bistvu so neki, ali je bil Siemens pri njih, oziroma je bil on pri njih, ne. Pa so se o tem pogovarjali in so to kazali in je rekel, da je kar dobro zgleda, ne. Ampak da še zmeraj v bistvu, kot rečeno, pač Dalox v tem delu, v bistvu, kar se tiče BIM okolja, v bistvu mnogo bolj prijazen, mnogo v bistvu nekako bolj tak, ne. Je pa v bistvu pohvala, da se da pa tam skozi one API-je, ki jih on omenil, ne, v bistvu dejansko noter zintegrirati v principu karkoli hočeš. Pa ja, sem to vsi neki te API odpirajo, pa tudi Building Smart Sense in BSDD, pa ne vem kaj vse. To je v bistvu vse tisto, lahko narediš karkoli pa nič, ne. To je tudi res, ja, v bistvu, ampak... Mislim, a veš, BSDD tudi lahko ti vse živo narediš s tistim BSDD-jem, pa ne vem, klasifikacije, pa atribute, pa kaj ti sem ga vse, ampak na koncu bo to že toliko odprl, da noben ne uporablja, ne. Mislim... Ja, v bistvu moram reči, da sem prišel na eno asociacijo, na en urjevanik. Po moje se ga še ti spomniš, ko to je bilo v času Intelligrida. Eclipse. Ja, seveda se spomnim. To je bilo nekaj takšnega, ne. Nočna mora, to, ko si Eclipse naložil, v bistvu nisi imel nič, ne. Pa si začel pa plugine noter dajati, ne. Na tega, na onega, na tretjega, na četrtega, na petega, v bistvu to je bil... To je tisti GridSphere, mislim, ja. Isto, joj. 5 minut se je prežigal na koncu tisti bogi editor. Lahko si vse naredil, pa neč nisem naredil. Pa se eno stvar spremenil, pa ti vse druge razpadlo. Mislim, Kratka, najbrž je to, verjetno je to malo drugače, pa malo boljš narejeno. Predstavljam si, no, ampak ker pač, ok, po tistem, kar je tam kazal, tudi one filmčke, tako zgledali lepo, ne? Ampak filmi so eno, nekaj pa... A ti povem, kaj se je zapolnil od njih, ne? On je kazal tam, da imajo za vse tiste svoje elemente, vse svoje objekte, imajo pripravljene BIM knjižnice, ne? Če se spomniš, ne? Ja. In je govoril, yeah, we are fully committed to support OpenBIM. Oni so full za OpenBIM, vse, ne? Ampak mi so pa za čisto vsako knjižnico so imeli
vse verzije programske opreme. Revit 2.22, Revit 2.20, Archicad verzija 15, kaj ti vem, kaj vse, ne? Pa ta IFC, pa UniFC, pa kako OpenBeam je to? OpenBeam je pač, da imaš ti eno datoteko in to uporabljaš povsod, ne? To sem si zapomnil. To je, ok. Pa sem si pa še to zapomnil, ne, ker je kolegica iz Rika, ne, Ja. iz Rika, rekla, jaz si sploh ne predstavljam, kako bi to uporabljal v svojem projektu, ne, ker pri nas smo zavezani k razpisom. In če bo nekdo dobil projekt, razpisni, ne vem, razpisno dokumentacijo, pa nek model, kjer bo noter Siemensov switch ali karkoli, ne, bo padel razpis, ker se bo en pritožil. A veš? In pa se vpraša, kdo bo to sploh uporabljal, ne? Vsaj pri nas, no. Ja, ampak dobro, absolutno je v bistvu pač vprašanje, v katerem času dejansko tak element noter lahko vključiš v bistvu, ne? Najbrž v času... V PZI-ju lahko, ne? Ne? V bistvu za pridobivanje v bistvu tega pač vseh dovoljenj, v bistvu pač imaš nekaj generičnega noter, ne? Pokaj pa treba to resno narediti, ker je izbrana zadeva, pa v bistvu enkrat nekdo mora reči, pa za en switch bo tam noter. Ja, dobro, v redu, ampak ne moreš pa v vseh fazah, ne, ampak To je pa res, dejansko veš, kako se to naredi, da pač na začetku da enega noter, pa se pa to vleče čist do konca. Pa reči, da se bo v redu. Pa ga pa ne izbriše. Ok. Naslednja je bila pa, moram reči, doktor Tjaša Zupančič Hartner. Prej sem Hafner prebral, ne vem, kaj, že slep čist. Hartner v bistvu je zelo odlikovana in nagrajena, no. Super, ampak jaz, pa če sem bil še toliko dobre vole, pa v bistvu nisem takrat tega še spil, v bistvu, definitivno, ne. V bistvu nisem najbolj štekel, no. Kaj je s tistim XR-jem, ne? V bistvu prvič sem mogel najprej pogledati, kaj je že ta XR, ne? Jaz sem dovedel, kaj je XR, sam nisem vedel, kaj od tega je, mislim, ne vem. Mislim, nisem najbolj štekel, čeprav ok, ne, v bistvu, pa imam, se veš, da v bistvu ok, nek tak področje, ki meni ljubi, v bistvu definitivno AR, ne, pa je XR v bistvu pač opisuje zraven še VR, pa ne vem, mixed reality, pa ne vem kaj še vse. To je ta krovni termin, to je pa extended reality, sam jaz tisto, kar si jaz ne vem, zakaj bi kdo to hotel delati. Ja, jaz tudi mislim, ok, mislim, lahko zdaj rečemo, ja, mislim, praktični use case-ov je, mislim, bomo rekli, da use case-i obstajajo, ampak so v bistvu, se mi zdi, ali toliko nepraktični za izvedbo, da v bistvu lahko rečemo, sorry, tole težko, no. Moraš biti pa orenk entuzijast. A veš, da sem videl bila v onem Knauf Experience centru? 5 let nazaj. Ja. Pa so oni takrat imeli en tak sistem, ko smo iz strehe skakali, če se spomniš. Ja. Mislim, zakaj? Res ne vem, zakaj. Ne? Ok, tam razumem, tam je demo center, pač pa. Ampak kdo bi to hotel? A si ti predstavljaš, da daš taka očala gor enemu delavcu v betonarni? Pa glih, če bo imel eno uro gor, pa bo razbil. Mislim, ali pa umazal. To bi bilo po mojem, po enem tednu bi bilo to več betona gor kot plastike. Mislim, ok, dobro, pustimo zdaj to so take operativne težave, ampak poreč, je smiselno to sploh v bistvu, ne, kaj je boljš v bistvu, ne, ali ti lahko s temi očali pogledaš uno mešanico betona, pa ti bo povedal v bistvu, koliko je marka betona, ali v bistvu, a veš tako, no, da boš upravljal mešanico, da boš to dejansko delal skozi ta očala, ne. Ne vem, se pravi, jaz nisem čisto dobro razumel. Bi pa tako, te GIC gradnje so očitno zelo napredne, imajo tudi kar močno službo za razvoj, ne?
Ja, tle ni dileme, v bistvu, vse je super, Ne. v bistvu. Ne? Rad bi videl tisto betonarno 2.0, no, kako bo to izgledalo. Pa mene A ne, tam, 4.0, ni 4.0. ne, betonarna 2.0, Ja, ti si. bo pa gradbišče 4.0, če se ne motim. Okay. Ti bi zelo rad videl, ne. Pa mene tam, v bistvu sem kar malo šesa na špiče, ko začela omenjati te material passports, oziroma kaj so, ne vem, potni listi, materialni potni listi. Zato, ker sem pač pred časom bil tudi recenzent na nekih evropskih projektih, pa se šel ravno za te materialne potne liste, pa mogoče vem malo več o njih, kot kdo drug, ne. In ni pač, ampak materialni potni list to ni to, no, kar je tam razlagalo, vsaj ne, mislim, vsaj ne v tistem smislu, kot smo tam na tistih razpisih te materialne potne liste gledali, no. Tam je se šel bolj za to, veš, da imaš te redke kovine, pa tako naprej, da imajo dejansko liste, da veš, odkot prihajajo, pa kje so grajeni, pa da boš pa lahko recikliral, pa tako naprej. V tem smislu najbolj šel tukaj, ne, da potem lahko recikliraš tiste betone, pa karkoli že delajo, ali pa, ne vem, prefabricirane elemente. To vse razumem, ne, ampak vseeno, mislim, verjetno bi mogel govoriti z njo, pa kako podrobno se več zvedeti. Je pa definitivno to, ne, da razmišljajo o tem, da postavljajo sodobne betonarne, da imajo pač informacije, ne. Ampak zbirati informacije ni tako težko, bolj težko je pa z njimi kaj narediti. Ja. Tako da, mogoče pa ja, nekaj novega je pa bilo, ne, pa lahko rečemo. Ja. Pa je bilo pa še, pa je pa najin kolega Andrej Tibavt predstavljal, kaj delajo v projektu e-graditev, ta Life IFC. Nekaj delajo, da je zaključen tisti projekta, ni? No, dobro, zaključen. Kaj so delali, ne? Ja. Ampak tudi vedno, ko ta projekt vidim, pa rezultati vidim, sem pa tako malo žalosten, no, bom tako rekel. Najbolj sem zato, ker se mi zdi, da je premalo ljudi sodelovalo pri njem, no. Ja. V bistvu nisem čisto se očitno dobro razumel tudi, ali pa v bistvu ne vem točno, kako se skupaj mišljeno, ne, ampak če povzamemo, v bistvu so dejansko predpisali strukturo, pa podatke, pa ne vem kaj vse, oziroma pač atribute, ki so nujno potrebni, da naj bi to šlo skozi enkrat potencialno v neko avtomatsko pridobivanje gradbenega dovoljenja in preverjanja in tako naprej, ne? A sem prav razumel to? Ja, nekaj takega. Pa še neko poimenovanje datotek, ki odraža, ampak to je vse v skladu z ISO standardi, saj ni neki. Ja. Ampak ne vem, pa mi je bilo tako, pa so pa malo mešali tiste Darsov način, pa tako, mislim, priznam, tudi če bo Andrej to poslušal, pa isto, pa kdorkoli, upam, da ne bo to pa huda na mene. Nisem se res nekaj poglabljal, niti nisem šel gledati poročil tega projekta, pa nič, ne. Ampak tako, no, ni mi bilo vse, mislim se, da že na drugič, na tretjič videl predstavitev, kar se tega projekta tiče. Pa mi ni čisto vse jasno. Upam, da tistim, ko bodo to upeljevali, ker očitno je prevladala neka odločitev, da bodo rezultate tega projekta uporabljali tudi za tisti portal e-graditev, ne. Upam, da so oni bolj razumeli, pa da bodo to bolj implementirali. Tako, no. Se mi zdi, da še kar nekaj odprtih stvari, pa tako. Ja, no, mislim, ja, saj težko, bomo rekli, težko dobiš celo sliko iz 20-minutne predstavitve, ne? Ja, če ni nekaj, kar nam ti je zelo blizu, pa v bistvu ne veš točno, kako je to implementirano, kako na koncu to izgleda, ne? Ampak ja, nekaj nujnega tazga je pa vsem treba imeti, ne? Vsaj enkrat. Ja. Ampak tole se, ne vem, zmeraj rečeva, da bi mogli biti to že, ne vem, 2 leti nazaj, ne? Nekaj v tem smislu, ampak pustimo zdaj to. Pa je bilo pa kosilo, ne? Ja.
Ja, Jaz je sem bilo Je super. bilo kosilo, ja. Eno uro za kosilo, super je bilo, tako da si lahko malo spočil. Ker na trenutke je bilo kar težko sedeti v bistvu skozi tam. Tako da razumem Ja. študente, če ne morejo sedeti skozi tam. Rabiš Ne, malo ne kondicijo za razumemo. to. To je njihova služba. Ne razumem. Ampak po kosilu, no, da je nava predolga, ne, ker reč, mislim, sva rekla, da ne smeva, da je danes predolga, ne. Pa že Um, spet neki pa že pluzi. spet nekaj bluziva, ne. No, Ja. skratka, naslednji sklop po kosilu pa okoli infrastrukture in se je začel z DRI predstavitvijo. Gašper Brus je predstavil primere spremljave gradnje na infrastrukturnih projektih. Kakšen komentar, Robi, na to? Si bolj blizu zdaj tega, Ne, mislim, ker si sta pravi katedra, jaz pojma nimam o tem, v bistvu. ja, seveda, isto pravi, kaj ti je. Ne, mislim, Gašper je predstavil, na kak način spremljajo projekte, tiste, ki so se začeli, mislim, ki se izvajajo po tem BIM pristopu ali pa z BIM tehnologijo. Mislim, lepo, vse lepo in prav, super, ne. Jaz sedim tam, sem je začel razmišljati, ok, ne. Sam, ko sem pa jaz bil na Karavankah, so pa rekli, da ni čistko, ne. Tako da, se pravim, zdaj Ja. jaz ne bom sodil, kdo je imel prav, pa Mm. koliko pa kaj, ne. Ampak ja, sej na te predstavitve se da vse malo lepše, se mi zdi, ne. Mm. Ja, lej. Pa to, no, pa to tam je bil, mislim, da je prav na enem slajdu imel napisan, da se nekaj spremlja, ampak z enomesečno zamudo, ne. Pa se pravilno sprašujem, če ti spremljaš projekt z enomesečno zamudo, ga pa spremljaš ali pač gledaš zgodovino, ne. Ja, dobro. Tako da, To je vedno tako, no, ampak ok. Je pa očitno, imajo vse na Excelu v bistvu, ne? Vsaj tako se mi zdi z unih ja, slajdov v bistvu, ne? tam je tako zgleda, ne. Ja. Ja, Ko je. no, potem je bil pa en gost iz Štrabaga, Konstantinos Kesudis. Jaz se večkrat ne spomnim s te predstavitve, ti se? Razen to, da je imel tisto, na enem slajdu tisto sliko, ki je Mariga ponavadi, onega stolpa Babilonovega. Ja, Babilonski stolp, ja. Evo, to. Moram pa priznati, da jaz sem z gospodom med kosilom sedel, ne, pa že prej malo razlagal in je ravno to, kar je imel tudi v naslovu, ta Opportunities for Smart Countries, ne. Pa jaz nisem vedel, ko sem bral program, kaj so to Smart Countries, pa vam to razlagal, pač, da ne bodo države pametne, pa ne se ne zaplezajo v ta neko pretirano BIM regulacijo pa tako naprej, ne. Mislim, takrat, ko sem z njim govoril, se pravi, od predstavitev si pa nisem kaj dosti zapomnil. Vem pa, da me ni motila, no. Nič me ni tako zmotilo, no. Potem za njim je bil pa Veljko Janić iz podjetja Bexel Consulting. Tu pa imam v bistvu eno pohvalo, ne. Ne vem, če sem kdaj bil na njegovem predavanju, da bi bil točen. Res je. Razen včeraj. Napovedoval si neke druge, neke zamude, ampak moramo reči, da je bilo pa resno tako na minuto. Ja, res. Je udarila ura in on je rekel, to je vse, hvala lepa. Res, pač vse pohvale. Ja. Ja, pač te nadzorne plače razvijajo svoje produkte naprej. Ampak to je približno, veš, tele nadzorne ploče se mi zdijo zelo blizu tudi tistega, kar Siemens dela, ne? Ja, pač integrirajo nek API, v bistvu, potem pa to navlečejo noter in pol imaš tam pač nek widget, ki v bistvu ti nekaj kaže ali v realnem ali kakšnem času že in je to. Pa to se spomnim, da zdaj še Bexel CDI, to ne vem, če sem prejšnjič videl. Bexel CDI, pa Bexel Manager, pa en kup teh modulov ali karkoli že to je. Mislim, sigurno je to do neke mere, veš, kaj svem, bi rekel, da to gre vse v neko tako smer, da imaš v neki projektni pisarni tam je 10 skrinov, pa na vsakem skrinu neke svoje grafe, v bistvu, no?
iz enega in istega orodja, oziroma pač, čeprav nisem to me pa mogoče malo zmotilo, v bistvu pri njegovi predstavitvi, kjer je on v bistvu, veš, uporabljal izraz single source of truth. Je to vedno uporabljal. To, ampak hkrati je pa bilo razumeti, da to ni CDE. Ne, to se je razumelo. Ampak sej v bistvu je imel prav, ni imel. Ne vem, a veš, ne vem, kaj pa a imamo pol tle okoli CDE-ja še nekaj drugega. Ne, to je informacijski model in CDE je eden od pogledov na ta informacijski model. Tako jaz to razumem, ne? A veš, in pač, če imaš ti to samo en pogled, v tem informacijskem modelu bi moral pa imeti tudi datoteke pa vse, ne? To je zdaj to, kaj je zdaj CDE, ne? No, itak, ne, mislim, ja, lahko damo zdaj pač tako, kot jaz ponavadi, ali tako, kot sem zdaj to rekel, bi človek lahko rekel, da ok, zdaj damo pa prevelik poudarek, v bistvu preveč centralno vlogo CDE-jev, ne? Ja. Kakor, ne vem, rišemo tiste, ne veš, BIM v sredi, pa vse okolje, tako zvezdasto tista zadeva, ne? Pol na MS BIM-a tam noter napišeš CDE, pa je to eno in isto, bolj ali manj. To se že zdaj piše. Ja, sej, ne? V bistvu, veš, ampak pa je to center, to je tam, to je edina zadeva, ki mora še čez to jati. Jaz sem pa, ko sem domov sem razmišljal, ne, da bom zdaj nalašč naredil tako sliko, pa med CDE bom noter napisal informacijski model, pol naslednja stop, da bo pa, da bomo začeli ustavljati ikono od podatkovne baze, veš. Pa bomo cel krog zaključili, tako da zdaj. Ej, Robi, če pa daš ti tja noter v krogac, informacijski model, pa moraš pa priznati, da je BIM Building Information Model. Ne. Ne priznam. Bom puščico krog vsega narisal, pa bom rekel, da je to proces. Ok. V redu. Okay. No, pa si pa ti menda šel, ne? Ne še. Bil sem še, treba spiti v bistvu, ne? Kavlo treba spiti. Odmor. Po odmoru je bil pa sklop razvojnih trendi in prvo predstavitev imel Draž Starc, naj sodelavc iz podjetja IBE tudi, ki je govoril o uporabi 3D oblakov točk, tako v vsem življenjskem ciklu objekta, pa imel ene par ful dobrih prezentacij. Najboljše je bilo tiste, ko so nek toplotni izmenjevalnik mogel ven vlak, skodulno lukno. S 3-metrsko lukno in pa kaj vse so morali narediti pa preveriti, da so ugotovili, da bo to šlo noter. In tako za tiste, ki niste bili na konferenci, šlo se je za 11 mm. Ja, mislim res. Ne, v bistvu to itak, da sem kar zastrižen z ušesi, nekaj reče nekdo, to je šlo pa v bistvu, ne vem, sicer 3-metrska lukna, v bistvu tista zadeva, ne vem koliko ton, tehtala v bistvu in potem 11 mm nekaj lufta, v bistvu, da gre to skozi. Veš, da je tole bilo pa res čist na knap. Čist na knap. Nekdo je orang se potil zraven, ko so to delali. Ja, no, pa si menda šel. Ne še, nisem še šel, Robi. No, dobro, jaz ga kar podim. Jaz ga sem hotel poditi, ne. Ampak ne, bil sem še na predavanju Daniela Rebolja, glede prihodnosti spremljanja gradnje. Ja, no, pa ti povej. Ne, tam sem bil v bistvu, ne vem, pač ok, kaj so oni pogruntali, kako so že poimenovali tist. Ne vem, en naslov so oni tehnologiji, ki je edina sposobna delati v bistvu to v živo, ne. Ker drugače se tiste metode, ne vem, od skeniranja, ne vem, snemanja in ne vem, kaj to vse je bilo, je vedno za nazaj, ne. Gledaš v bistvu, kaj se je naredil, ne veš točno, kdaj se je naredil, ni to v realnem času in da je tista njihova metoda, ki sem je pa na čeladi kamero, pa se to zaznavali, pa se je to povezovalo avtomatično v neko bazo, kjer se je to evidentiralo, da je bil določen element vgrajen.
Ti so poimenovali, sem se zdaj le pozabil, v bistvu, no. Sem mogoče spomnil. Ja, pač par takih poudarkov je bilo, eni so nekaj s fotogrametrijo, neki napovedovali, pa spremljali projekt, pa eni pol pa so nekimi lase. Imel pač ene take stvari, kako bo to v prihodnosti, ne. Zdaj to, kar pa ti omenjaš, je pa tehnologija, ko je razvil Zoran Pučko za svoj doktorat, ne. Zdaj veš to, da so zdaj naredili neko podjetje pa spin-off Univerze v Mariboru, ki bi se naj s tem ukvarjala. Res? Okay. Ja, pa patent je, vloga za patent je bila tudi oddana. Tako da jaz držim pesti, da jim kaj uspe. Upamo, no, bomo videli. Lepo. Ok, no, pa je pa zadnje bilo pa še pa sem pa modeliranje. rešil, no, v bistvu. Ja. Saj nisem več hotel to reči, ker sem vedel. Pa je bilo pa še modeliranje v infrastrukturi, je pa Leon Leben z podjetja CGS Labs potem razlagal, kako se modelira, pa mislim, da imajo spletejo nekaj par metod, kako to modelirajo, pa so to preverjali. Ena neka preprosta metoda, pa so bolj komplicirane, pa tako naprej. Pa kar sem si zapomnil, je to, da je bilo med tisto preprosto, pa najbolj komplicirano, je bilo z razlike 3%, ne? Kar je tako nič, vsem skupaj. Ampak za ono bolj komplicirano so pa 5-krat več časa porabili. Tako da, to sem si zapomnil, no. Nisem pa nobenih zapiskov, to se iz glave, tako da veste, da sem res poslušal. No, potem je pa še čisto zadnji sklop. Zdaj moram jaz govoriti, ker je Matej še seveda bil že na poti. No, je bil pa diskusija, pa zaključek, ena taka okrogla miza. Prvi panelisti so bili 3 gostje, Kristina Radevski, Dražen Galič, pa Veljko Janič. Pa so pač tako malo primerjali. Mislim, da bila ena gostja iz Srbije, pa ena iz Makedonije. Ne me za besedo držati, ne vem. Kar mi je bolj všeč, je bilo to, ne, da so dejansko bila vprašanja za občinstvo, ne, neko vprašanje so bila, pa občinstvo odgovarja, pa so pa na ta vprašanja pač komentirali, ampak je tako, je bilo kar zanimivo, no. In glede na to, da bo 4 popoldan še vedno več kot 40 tistih odgovorov tam gor, veste, da niso vsi šli domov, ne. No, drugi panelisti so bili pa dr. Tjaša Zupančič-Hartner, Miha Bečan, pa Iztok Zabreznik, pa tako zelo na podobno noto. Zdaj, Matejoš ni tablo, takrat jim povedal, na eno vprašanje je bilo, kdo bi mogel več narediti za to, da bi BIM napredoval, ne, in je bilo univerze. Pa je bilo še eno vprašanje, ne vem, najprej bilo, ali bi morali univerze več narediti za to, da bi učile BIM-a nekaj takega, ne, in je bilo večinsko da. Jaz se s tem skoraj ne strinjam, no. Saj sem pa rekel tam, ko sem se pogovarjal, ne, da če sem po sobi pogledal, najbrž večina ljudi tam ni bilo v zadnjih 10 letih na fakulteti, ne. Tako da, ajde, rečemo. Razumem, ampak ok, fakultete kar nekaj o tem povemo, no. Kar je bilo pa bilo pa eno vprašanje, ali mi je všeč lokacija konference. Ja, ok, povej. Ja, no, in seveda sem bil edini, ko sem rekel ne, vsi drugi so bili za ja. In pol tem je Daniel Rebolj rekel, ja, sprašujem, ker na BIM pogovori sta pa zelo glasna, da lokacija ni ta prava, ne, in to tako je rekel kar na panelu. Ampak jaz se še zmeraj ne strinjam, ne. V glavnem, tako da veš, da so v manjšini, v večini je všeč, ker je toliko zelenja okoli pa to. Jaz bi pa, mislim, prav prej, ko so govorila, ja, pozitivno pa tako naprej, ne, v bistvu, vse to ni kritika, v bistvu, to je bolj predlog, v bistvu, ne. Mislim, če se prav spomnim, ta prva konferenca je bila v Lendavi, pa je bilo v Mariboru, pa v Ljubljani. Potem se pa v bistvu se prestavili v Kranj, oziroma na Prdo. Mislim, da je bilo nek tak redosled. Ampak prav spomnim se, da začetka je bilo v bistvu so bile neke ideje, no, da bi te stvari šle po Sloveniji, v bistvu, da bi bilo enkrat v Mariboru, pa Celje, pa Ljubljana, pa na Primorskem nekje, pa na Gorenjskem nekje. Se mi zdi, da to bi bilo neka pozitivna nota, no, k temu, da pač mogoče lažje privabiš tudi neke
iz lokalnega v bistvu tistega okolja v bistvu mogoče več udeležencev. Pa ne gre v principu samo za to dejansko, da je v bistvu malo drog, recimo, no. Še posebej, recimo, če se moraš tam peljati, v bistvu bolj manj, da se trenutno izogneš severni obvoznici v Ljubljani, ne. Ker tam vse stoji cel dan, ne. In se moraš tam čez Kamnik peljati, ne, se ni zdaj, ne vem, ne bomo travmirali zaradi tega, mislim, jaz 20 minut od doma praktično do tja, ne, do Brda, če grem malo hitreje, ne. Ni poanta v tem, v bistvu, ne. Poanta je, da bi se mi zdi vsem bilo dobro, no, da je to tako. Malo, a veš, pa Novo mesto, Krško, pa, a veš. Novo mesto še nismo bili. Sam to, ko veš, da sva bila preglasovana. Ne, sej jaz kapiram, ampak v bistvu pač moja ne še zmer. Sej, veš, da če bo naslednji let na Brdo, najbrž bo spet prišla, ne. Sej jaz vem, da bom, ampak če bi bilo pa Novo mesto, bi pa tudi prišel, ne. Pa bi bilo čist super najbrž zavideti Novo mesto tako, ne. Pa, ne vem, no. Pač, lahko smo v manjšini, ampak kakorkoli že. Ja, pač tako je, no. Nam, recimo, ki nismo iz Ljubljane, je to še pač 20 minut dlje, kakor bi bilo drugače, ne. Se pa strinjam, da je ful zelenja okrog pa to, ampak jaz sem po konferenci šel domov kositi, tako da sem zelenja dosta, ne. Tistega zelenja Ben je imel prav veliko, ne, v bistvu. Razen, da si odzun pogledal, pa si videl one robotke, kako si jo travo, ne. Pa da smo gledali skozi na oder proti svetlemu, da nisi nič videl pa odzadaj za predavatelji je en kosil na trenutke. Nekaj zdaj smo začeli kritizirati. Ne, pa to samo ne, se pravi, to je sam predlog, to ni kritika v bistvu nikakršna, ne. Ja, no, jaz bi mogoče sam nekaj še na koncu dodal. Zdi se mi, da na prejšnji konferenci so rekli, da bo največ udeležencev doslej, pa mislim, da je bilo 170, če se ne motim. Včeraj se je videlo, da jih je bilo bistveno manj, ne vem. Ja, popoldan pa sploh v bistvu, no. Popoldan po kosilu pa sploh. Zjutraj, ko sem prišel, sem komaj skoraj našel sedež, ne. Potem je bilo pa tako v bistvu tretjina praznega vsaj, no. Mislim, ne vem zakaj, mogoče tudi malo zaradi tega. Jaz ti povem zakaj. Ker je bil program prepozen. Ne, zakaj je ona tretjina šla? Ker je bilo predaleč. Ne, zato ker ker je bilo na Brdu. Ja, vse to vem. Ampak No, se takrat, ko je bilo pa 170, jih je pa vredno tudi šla tretjina. Ja, sem se ni tako opazil. 120, ne. To, no. Ne vem sicer, kaj je bil točno razlog, da je bilo toliko manj ljudi, ker je bila konferenca pa dejansko meni se di ena boljših. No. Ja, v bistvu sigurno ena boljših. No. Tako da vse pohvale organizatorjem, verjamem, da je bilo zelo veliko dela z zelo kratkim časom, ampak no, še nekaj bi pohvalil, ne. Včasih so bili na teh CBIM konferencah, to se pravi ti voditelji, če se spomniš, profesionalni voditelji, ki so, ne vem, včasih kar utrujajo s svojimi domislicami, ne. Hotel sem reči, da ima ti čisto v redu opravlja svojo nalogo. To sem hotel reči, da ni bil moteč, da je bil profesionalen in pač nimam kaj reči. No. Ja, pa še zaigral ene par mesih. V bistvu, ja, to kritika, Matic je obljubil, da bo še nekaj igral, pa ni. Tako da, evo kritiko. Ker ni dobil nekih želja, v bistvu, veš, takšnih, da bi se lahko tam. Nihče ni gumbov pritiskal tam na ono jukebox, v bistvu. Ne, po mojem, zato, ker smo tako težili v vsakem podcastu, da morajo biti točni, tako niso si mogli prvoščiti. Se niso mogli prvoščiti ene glasbene točke vmes. Ampak to je bil zdaj že drugi dogodek, ki so omenili, da so točni. To se pravi, da to je večinoma je to bilo tako zelo dobra namerna kritika, pa hkrati tudi malo heca, ne. Ampak je pa super, no, da se spoštuje ta čas v bistvu, ne, da v bistvu, če se reče do 4 konc, v bistvu, da je to 4 konc.
Ni bilo vedno v hecu, ker včasih je res tako, da si je kdo vzel absolutno preveč časa. Ja, in to je pač nespoštljivo in do poslušalcev in do ostalih, ki čakajo, da bodo prišli na vrsto. In pa se cel program zamakne in tako naprej, tako da tole je treba samo pohvaliti. Pa definitivno bi pohvalil format, ker to mislim, da ne bi mogli boljše razporediti dolžino sklopov pa dolžino predavanj. In jaz upam, da se bodo tega držali. To je taka copy-paste formula. Copy-paste formula za naslednje leto. To ne smete nič menjati. Pač prvi skoraj bil uro pa pol, pa so bili vsi po 1 uro. Noben ni bil živčen vmes, ni se vlekel. Res tako. To je zdaj treba obdržati, pa samo zamenjati imena tam noter. Tako da, to je to. A bi še kaj dodala? Ne. Jaz nimam, ne. Zdaj povedal. Vsi bim, kar tako naprej, se vidimo kaj, 2024. Ja, to je to. Sigurno. Zdaj ste vprašal, kje te najdejo poslušalci? Je. Kjerkoli. Pa tam. Ne na Brdu. Tam gor imam napisan matejzolenski.com. Ne na Brdu. Najdeš me ne na Brdu. Okay. Ajde, Robi. No, se slišimo. Ajde, čau. Adijo.